Zdravljeni, z vami sem Minka Gantar in danes bomo govorili o potovanju duše in o tem, kako v osnovi nam naša intuicija razlaga, da ali smo na pravi poti ali smo na napačni poti in kako bi jo v osnovi mogli poslušati. Ko sem razmišljala prav to, kaj je današnje sporočilo, prav intuicija, vodstvo, poslušati sebe. No in potem odprem knjigo, ko imajo duše žur, Potovanje duše. Zadihaj, draga boginja, zadihaj. Vdihni globoko, vdihni močno. In vdihant, takrat, ko smo v stiku s svojo resnico, ko enostavno izrečeš to, kar veš, kar čutiš, kar že odmeva v tebi, pa ne zmoreš izreči zaradi tega, ker veš, da tvoja resnica zna nekoga ali raniti, ali povzročiti neke spremembe. In je včasih bolj enostavno, pač enostavno zatreti svojo resnico in hoditi dalje. Ampak duša pa kliče po resnici. Duša kliče po izražanju, kliče po tem, da poveš, kar ti, vsi rečemo, kaj ti leži na duši. Prav kliče po tem. No in potem sem potegnila karte Prehod v novo dobo in pride prva karta, vodstvo. Srce mi vedno pove, kaj je resnično dobro zame. Vodstvo, imamo vodstvo, slišimo ga, ampak tako pogosto ga utišamo. Zdaj pa poslušajte naprej sporočilo. To je karta 71. Prepuščam se božanskemu vodstvu. Srečati moram prav določene ljudi, ki mi pomagajo na poti naprej. Pozorna sem na sporočila, ki jih slišim. Vidim, zaznam in občutim. To so božanska sporočila, ki me vodijo naprej. Zaupam sporočilom srca. To so božansko vodena sporočila. Se pravi, če mi vedno znova nekaj zavibrira, pomeni, da je to božansko vodeno sporočilo, da sem pozorna na to in da mogoče rečem, opala, tega pa ne rabim več v svojem življenju. Ali pa mogoče, če vedno znova slišim nekaj, kar je v osnovi kot nek zvonček, a si pozorna na to, daj že nekaj naredi, lej kličete naredi. Se pravi, vsi imamo vodstvo. Sebi noter, to vodstvo, če ga bi dovolili slišati, življenje bi bilo tako bolj enostavno. In ja, zdaj pa zakaj ga ne slišimo? To vodstvo je vodstvo naše duše. Ta višji jaz, naša duša, ki ni toliko daleč nazaj, to je polje Merkabe. Se pravi, Merkaba je energijsko polje in to je od 8 do 12 metrov okrog nas. Je naše energijsko polje in to naše energijsko polje, tja se zapisujejo praktično vsa sporočila. To je DNK naše duše, je tukaj direktno in potem tukaj je naš višji jaz, naša duša. To je v bistvu naše polje. No in zdaj, če gledamo to naše polje, ki je ta naša višja duša, ki nam sporoča sporočila. In to naše DNK, naše duše, kjer je pa zapis tudi nižjih energij. Se pravi, moja duša mi sporoča, ne vem, mogoče, da sem v napačnem odnosu, ali pa da sem v napačni službi, ali pa da mogoče je čas, da se postavim za sebe, ali pa mogoče, da povem svojo resnico, ali karkoli. Ali mogoče, da nekam prekrivati, mogoče kakšen odnos, mogoče nekdo sedi na 2 stolčkih, pa ve, da to ni v redu in že vse kriči v njem, da to ni v redu, pa ne zmore izreči resnice. No in poglejte, ta resnica se ne izrazi zato, ker v tem polju, tukaj spodaj, imamo pa strah. Strah, da bomo nekoga ranili. Strah, da bo nekdo užaljen. Strah pred izgubo varnosti, ne nazadnje. Se pravi, če bom jaz govorila svojo resnico, je možno, da skozi to resnico pride do določenih sprememb in da te spremembe vodijo pač nekam. In to pomeni, da mogoče neka služba se bo spremenila,
mogoče neka lokacija življenja se bo spremenila. Pač vsaka odločitev nekaj za sabo potegne. In ja, strah pred spremembami je pač tista najbolj globok strah. No, druga stvar, s tem sem tudi danes z eno gospo govorila prav o tem, obdobje, ki je za nami korona in seveda obdobja, ki prihajajo, so pač turbulentna. In zdaj vemo, da kdor gre na letalo in se boji turbulenc, jaz nam nikdar pozabila. Bili smo enkrat na avionu, šli smo iz Benetk v Rimu leta nazaj in je bila ena gospa, ki je bila prepričana, da bo na avionu umrla. Mislim, mi smo se sicer smejali temu strahu, ker je bila tako panična. Bila je nevihta in bile so kar hude turbulence. Ona, kaj vse je delala? Pač ta grozen strah, da bo umrla, je privrel iz nje ven in je bila tako grozen, panična. Vem, da je še ena gospa takrat rekla, jaz sem bila v 20 letih takrat, je rekla, pa kaj se sekira, se nihče ni vstal gor. Vsak je na nek način prišel z avionom dol. Ampak ja, turbulenca. In kdor ima strah pred kakršnokoli turbulenco, bo vse naredil, da pač se izogne turbulenci. No, in ko pride pa v naše življenje turbulenca, pomeni, da enostavno se padeš v krč. Zdaj pa kaj pametno narediti? Kakorkoli časi se spreminjajo, tako kot je bilo, pač ne bo. In vse, kar je res stalnica v našem življenju, je sigurno to, da se vse spreminja. In zdaj, če gledamo, če imamo za počistiti strah pred spremembami. To je korenska čakra. Korenska čakra je temelj. Potem pa naslednja stvar. Recimo, da se bo mogoče finančno področje kaj spremenilo. Se pravi, mogoče strah glede finančne varnosti. Ker zanimivo, naslednja karta, ki je prišla tukaj ven, je prišla vibracija obilja. Vibracija obilja, a jo zmoram videti, samo če pogledam travnik, drevo, vrt, rožo, ne nazadnje. A zmoram občutiti vibracijo obilja, ne glede na to, koliko imam denarja v denarnici. Vibracija obilja je v osnovi vibracija stvarstva. Ne moramo prešteti niti las na glavi, ne moramo prešteti niti listov na drevesu, ne moramo prešteti trav, ne moramo prešteti zvezd. Vibracija obilja je vibracija stvarstva. Ampak mi, ljudje, smo pa kodirani na pomanjkanje, na strah. Kaj pa, če bo premalo za vse? Kaj pa, če ne bo? Ne? In se pravi, se ukvarjamo z nečem, kaj pa če? Ja, ne? Saj pravi star slovenski pregovor, če ne bi bila čebula, se pravi, brez če bi bila čebula bula. No, majčkeno čudno sem povedala, ampak razumete, a ne? In ja, če. Vodstvo mi vedno pove, moje srce mi vedno pove, ki je prava pot za mene. Zdaj pa, če jaz poslušam moje srce. Če je moje srce polno strahu, mi bo vedno povedala, kaj pa če? In se bom zmanjšala, da bom čisto majčkena in bom samo gledala, strah me je. No, in naslednja stvar, prišla je karta prehod v novo dobo. Čas je, da razumemo, da ta prehod v novo dobo, in ravno, ne vem, kakšen dan nazaj sem razmišljala, ko sem jaz prvič videla to novo dobo, videla z zaprtimi očmi. Bili smo na delavnici, plesali smo kundalini ples, v glavnem kakorkoli. Jaz sem imela občutek, da pospešujem to dogajanje. In potem en trenutek sem samo obstala in samo tako, kot bi bilo, veste, lunin mrk, a ste ga kdaj doživeli? Ali pa sončev mrk. Ko vse potihne, ko narava utihne, ko drevesa utihnejo, čeblanje ptic utihne. Je bilo prav vakuum je prišel. In po tistem vakuumu
Jaz sem občutila tako radost novega življenja in jaz vem, da to prihaja. Jaz vem, da prihaja ta radost novega življenja. In zdaj, če se to napolno dogaja, da vas premetava življenje, da je tako, kot da ste sredi tornada, da vam vrtinči, življenje vas uči, umirjaj se. Ker na sredini tega dogajanja, tega vrtinčenja je mir. In nas zdaj v vsakem življenju nas življenje uči, bodi v miru. Vem, da rečete, ja, tebi je enostavno. Mogoče mi pa res. Mogoče mi pa ni, mogoče imam pa več izzivov kot vi. Ne veste. Ne bomo tekmovali v tem, tako kot stare mame, ki reče ena, joj, veš, kako sem danes slab spala. Ta druga pa reče, ja, kaj bi ti vedela, kako pa mene križ boli, pa še kolki, pa še spala nisem, pa še drisko imam. Katera je zmagala? Pa ta druga reče, ja, včeraj sem bila pri zdravniku, kaj bi ti vedela? Ne bomo tekmovali. Dejstvo je, vsak ima kakšen izziv v življenju. Ampak druga stvar pa je, ali zmorem na sredini teh izzivov ohranjati mir. In vsak ga zmore. Ne glede na to, kaj se vam dogaja, zmorete priti do točke miru v svojem srcu. In zdaj, če se vrnemo nazaj, moje srce mi vedno pove, ki je prava pot za mene. In če izbiram mir, se pravi, je mir pokazatelj, a sem jaz na pravi poti ali nisem. Se pravi, vse tisto, kar meni povzroča še več nemira, to ni za mene. Se pravi, vse to, kar meni povzroča večjo količino notranjega miru, to je absolutno prava pot za mene. Tako da, glejte, zdaj, če povzamem to današnje sporočilo, tako enostavno je, ja, hkrati pa težko. Enostavno je slediti svojemu miru. Po drugi strani pa toliko stvari nas meče, mogoče iz tira, da je včasih težko slediti svojemu miru. No, tako da v glavnem, dajmo še Ošutove karte pogledati, da vidimo. Prva karta je nedolžnost. Glejte, poglejte to sporočilo. Tukaj je starec, modrec in tukaj je, a je to kobilica, je bogomolka, ki jo drži in občuduje to neverjetno kreacijo stvarstva. In ta nedolžnost v nas. Jezus je rekel, nebeško kraljestvo je, božji otroci bojo prišli v nebeško kraljestvo. Kdor je nedolžen kot otrok, bo prišel v nebeško kraljestvo. V glavnem, na ta način je rekel. Ampak gre se za to, da vzpostaviš noter v sebi otroško čudenje, otroško igrivost, navihanost mogoče. Mogoče, da kakšno stvar kdaj ušpičiš in mogoče narediš samo zato, ker je fino in ker je lepo in ker ti uživaš. Ker naša duša je večna. Naša duša nima let, se je ne da uničiti, je od nekdaj in tisto, kar napaja energijo naše duše, je absolutno veselje. Tukaj je zdaj prišel uspeh, jezdenje tigra, proslavljanje, veselice, wow, raste, ne vem, vrt, rože, nekaj raste. Zdaj mogoče boste rekli, da sem jaz čisti fanatik. Ali pa nisem. John Lennon je rekel, mogoče sem sanjač. Maybe I'm a dreamer. Ja, mogoče smo sanjači, ampak tisti, ki verjamemo v lepši novi svet, verjemite mi, da ga ustvarjamo. Kamor gre naša pozornost, tja gre tok naših misli, to ustvarjamo in verjemite mi, v sebi imamo moč. Ampak v sebi imamo moč. Prav ti, svetla duša, v sebi imaš moč delati spremembe. In vam povem, da ena gospa, ko dela korake naprej, dobesedno se ji je spremenila barva oči in spremenila se ji je krvna skupina. A si lahko predstavljate, kakšno notranjo nadgradnjo je naredila, notranjo transformacijo? In tako kot sem vam večkrat govorila,
o tem, kako gosenica, ko se zabubi in nastane ta juha celic, gen, ki povzroča to transformacijo, je prisoten tudi v našem srcu, v fizičnem srcu. In ko naše srce začne vibrirati v ritmu ljubezni, se zgodi neka transformacija, ki se lahko odraža tudi na zunanjem nivoju in lahko se zgodi tako, kot se je meni zgodilo par let nazaj. Z nekim gospodom smo sodelovali leta nazaj in ko ga srečam, mu dam roko in prav, gospa, jaz vas ne poznam. Sem rekla, Minka. Rekel, jaz poznam samo eno Minko in to niste vi. Sem rekla, ja, pa sem. Pa pravi, in kaj dela tvoj mož s tabo? Sem rekla, ločila sem se. Zdaj ne delam reklame za ločitev, ampak on se usede in naredi, ne. Tisto Minko, ki jo jaz poznam, ona se ne bi nikdar ločila. Ja, tista Minka je bila vzgojena, potrpi, strinjaj se, stisni zobe, ljubezen vse upraviči. In v imenu ljubezni sem upravičila vse. In verjemite mi, to ni ljubezen. Da v imenu ljubezni vse upraviči zaradi tega, ker to, kar sem jaz delala, sem opravičevala na račun tega, da nisem poslušala sebe. In ko v tebi vse kriči, moraš narediti spremembo in še kar ne narediš, potem pač telo zboli. Tako da, če rabite to izkušnjo, izvolite. Življenje je nenazadnje vaše. Tako da, to je bilo za danes. Poslušajte svoje srce, ker vaše srce vam bo vedno povedalo, kje je prava pot za vas. Tako da uživajte in dovolite se včasih narediti tudi kakšno stvar, kar je mogoče izven okvirjev ali pa izven okovov, ker mogoče je to pot vaše duše. Tako da uživajte in vse dobro vam želim v vašem življenju.